Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Šport je ena od osnovnih dejavnosti tudi v programu osnovnih šol. Poleg tega se vedno bolj zavedamo, kako pomembno je gibanje. Pri tem ne mislim samo na vrhunsko športno udejstvovanje, na same treninge, na razne nastope, ampak predvsem na to, da je otrok aktiven. To pomeni na kakršenkoli način, v kakršnikoli obliki, glede na njegove sposobnosti, možnosti in okoliščine. V sklopu tega so pri nas učiteljice in učitelji dali idejo, da naredimo dan športa na drugačen način. Prvič s tem, da pri nas danes sodelujejo učenci, starši in učitelji, spopadali so se na športni način, tako odbojki, kot v namiznem tenisu, šahu, ob tem se vrstijo razne dejavnosti, poslikavati obrazov, prva pomoč, torej šola živi v polnosti. Ker se pa zelo zavedamo, da je danes šport postal tudi tista dejavnost, ki je povezana s finančnimi sredstvi, ima današnji dan športa na podružnični šoli Lavrica tudi dobrodelno noto. Preprosto, želimo, da bi se učenci lahko udeležili zimske šole v naravi. To pa predstavlja strošek, kajti nekoč smo smučali na vseh bližnjih gričih, danes lahko samo na urejenih smučiščih. Trajnostni razvoj bo moral iti tudi v smer tega razmišljanja, kajti snega v dolinah ni več. In tako bomo danes pravzaprav zbirali sredstva za pomoč učencem, ki si ne morejo privoščiti zimske šole v naravi. Regresirali bomo tako njihovo bivanje, smučarske vozovnice, kot tudi po možnosti nakup opreme, s katero bomo potem razpolagali v šoli in jo posojali tem učencem, ki si tega ne morejo privoščiti. Prvič, zelo smo prijetno presenečeni, kajti odziv, če pogledamo z finančnega vidika, je velik. Sredstva zbiramo s prijavnino, donacijami in pa tudi z veliko dobrodelno dražbo športnih rekvizitov, ki nam je omogočil eden izmed naših očetov. Hvala, smo veseli in smo ponosni. Druga stvar, velik je odziv tudi na udeležbi. To je tudi pomemben segment. Starši so tukaj, učenci so tukaj. Poleg tega pričakujem, da nam pomaga tudi Društvo upokojencev Lavrica, pa tudi Društvo upokojencev Škofljica, Speko, Peciva. Učitelji živijo že ves teden za ta projekt popoldne in zvečer. Redno izvajajo pouk, vendar bodimo iskreni, v sredo zvečer je bila zbornica do 10. zvečer polna učiteljev, ki so pripravljali srečke za srečelov, urejali dobitke, prav tako pa krasili šolo. In dan športa nas ni povezal samo na športnem področju, povezal nas je na človeškem, občinskem, krajevnem, pa bom rekel tudi medgeneracijskem področju. In to je velika vrednost. Torej kot zavod Osnovna šola Škofljica imamo 1375 učencev in smo največja osnovna šola v Sloveniji. Na podružnični šoli Lavrica, kjer se ta dogodek danes odvija, pa imamo 548 učencev, kar pomeni, da smo prvi tudi kot podružnična šola v Sloveniji. Seveda je to velik živžav, je pa tudi velika odgovornost, je veliko dodatnega dela, truda in razmišljanja in moram reči, žal, živimo v tistem času, ko šolstvo v Sloveniji ni prioriteta. In zaradi tega se borimo tako s kadrovskimi potrebami, kot tudi z določenimi drugimi okoliščinami, ki negativno vplivajo na šolstvo, ampak to nam ne vzame ne volje, ne poguma in ne želje potem,
da otrokom in danes posredno tudi staršem omogočimo čim lepše otroštvo, čim lepše šolanje in na nek način jih pripravljamo tudi za prihodnost, kar je osnovno poslanstvo šole. Odločil sem se pomagati šoli, zato ker rad pomagam otrokom socialno ogroženih družin. Sam sem zbiratelj dresov in velik navijač Slovenije, športa, vsega. Tako da sem preklical par prijateljev in vseh teh športnikov, da so darovali drese, nekaj sem dal tudi svojih. Trenutna največja vrednost na dražbi je od Luka Dončića je 500 evrov trenutno. Mislim, da je pa vse skupaj nekih blizu 3000 evrov. Dan je super, odlično so se spomnili to, da se naredi to na dan slovenskega športa in da se otroci tudi lahko gibljajo in ukvarjajo športom. Zraven smo pa tudi malo dobrodelni in super, odlično. Moja hčerka je tukaj nastopala v mažoretkah, se pa tudi ukvarja športom. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Recimo, če vi ni znate človeka, to je malo klubo. Ja, to je problem. No, pa tebe ne hoče. Pa tam, in tudi mi lahko televizij delamo, če nismo sigurni. Torej, to je čisto vaša odločitev. Glavno je masaž, to je ključ. Masaž se dela tako na sredine presmena koša. A ni bil neka fora, da už nekaj predvsem 2 prsta gor od tega dela? Nekaj, to še to ni več. Ne, to je, ja, samo to je malo bolj star standard. Samo najdemo sredino presmena koša. Zdaj delamo tako, ampak to je tudi taka. To sem se učil včasih, da so že ja, samo tako standard se spremenijo skor, samo to, kar vam bolj dati. Aha, okej, to je na sredino tudi. Glavno, da nekaj najdete, ja. In to je to, potem kar je 30. Ok, se lahko vam, kako to zgleda, se da sem rekel. Ja, in to prosto prespišaš tako? Tako. Torej, delate s tem delom, ostalo sam to, da bo poštudirano. Ja. V bistvu je že vedela, da smo tega. Ne barvi. Drugače ta roza. Roza, okej. A ti dam kar zelene te trnič, trne, pa pol roza matica. Okej. Dvakrat sem isto kombinacijo naredila. Sem ne pol razmišljati, prav? Roza je več svetlejša. V bistvu naprej rabimo vas potakati. Pač kaj bo bolj svetla. Zredem, okej. Pa še. A ja, ještě. Pa v bistvu sem utrgničila. Ok, malo si se zlepila, mečka bo še ruta, ok? Ja, wow.
Tako bom rekel, za začetek, Slovenci smo športen narod in imamo radi šport, ali ga gledamo ali pa se tudi radi amatersko udejstvujemo. Osnovna šola Škofljica in s tem podružnična šola so pripravili dan športa, razne aktivnosti, kjer se lahko občani pomerijo v tekmovanju, seveda tisti, ki so se prijavili, tisti, ki pa naključno pridejo, pa tudi lahko probajo kakšno športno aktivnost. Športa ni nikoli dovolj. Danes vemo, da vsi govorimo o tem, da bi mogli mladi imeti manj telefona, manj tablic, manj bom rekel, nekih televizijskih aktivnosti, kjer samo sedijo in več aktivnosti. Zato je to bolj potrebno, da jim pokažemo, da lahko delajo in prosti čas preživljajo tudi drugače. In seveda otroke je treba dati v šport, v dogajanje, v kulturno, v ustvarjanje, zato da iz njih pač postanejo pravi ljudje, ki bodo tudi razumeli, kaj pomeni zdravo življenje. Kajti to je vse med sabo povezano. Šport je sestavni del našega življenja, ni samo dosti, da imamo dobre možgane in veliko pameti, tudi telo mora biti pravilno vzdrževano, zato da lahko vse to tudi uporabljamo. Tako da vsi veseli na šport in bo zdravja in veselja mnogo. Poglejte, vsi športi so zastopani. Seveda, da narediš za čisto vse športe, bi mogli biti malo večja občina. Tako da, recimo, rokomet je šport številka 1, saj smo prišli v prvo ligo in tudi že zmagali prvo tekmo, kar je dobrodošlo za vse obiskovalce in za igralce, da so veseli takih rezultatov. Imamo tudi kolesarstvo dobro razvito, imamo državnega prvaka v ciklokrosu, ki je premagal celo Pogačarja. Tako da športnikov je ogromno, vendar niso pa vsi športi tudi pri nas. Zakaj bi fokusiral vse na eno mesto, recimo nogomet igramo v Grosuplju, kar je tudi dobrodošlo, saj imajo le dolgoletno tradicijo, kar ne pomeni, da se pa pri nas nogometa ne igra, samo bom rekel bolj na profesionalni ravni, gremo tudi v kakšno drugo občino. Tako da šah je ravno tako šport. Ne vem, danes so rekli, da je tudi tarok šport, in je super bilo videti vse, kako to nastopajo. Tako da ja, športnikov imamo ogromno in je prav, da tudi temu prilagodimo aktivnosti. V današnjem času, kjer je udobje največje v vsej zgodovini človeštva, se pravi, imamo vse na dosegu roke, ljudje potrebujejo neko drugo vrsto aktivnosti. Glede na to, da imamo najbolj priseljevano občino, je status dokaj visok in seveda ljudje potrebujejo razno družbene aktivnosti, med katerimi je šport na visoka mesta. In zato moramo še več dati poudarka na igrišča, več poudarka na, bom rekel, lokalne skupnosti, kjer se imajo otroci kje zaigrati, in normalno, šport je tudi zdrav duh v zdravem telesu in to je treba samo spodbujati. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.